Dobrodošli na Zeleni petek, na prvi hackathon, ki smo ga organizirali v Centru energetsko učinkovitih rešitev, ki se imenuje Green Vizija. Postavljamo vizijo za novo Slovenijo, za našo boljšo prihodnost in danes so tukaj z nami 8 podjetij, ki so verjela, da z dobrimi rešitvami lahko pomagajo ustvarjati boljšo prihodnost, 32 mladih vizionarjev, ki so se prijavili v enem tednu na našo povabilo, 7 izvrstnih zelenih mentorjev in 3 vrhunski člani žirije. Tako da najlepša hvala vsem, hvala tudi vsem predstavnikom podjetij, ki ste postavili te izzive in ki ste bili opora mladim tekom celega časa. Jaz upam, da niste preveč utrujeni po tem tednu, da vam nismo postavili preveč težkih izzivov, z vami smo skušali biti ves čas v navezi, dobivati informacije, seveda tako kot je Špela, kolegica, s katero vodiva to in tudi Žigom, napisala, da so bila v ponedeljek odprta ta naša zelena jadra in da plujemo naproti novim zgodbam. Seveda smo prišli tudi do nekaj manjših brodolomov, ampak jih jemljemo kot pozitivno in mislim, da smo se vsi zelo veliko naučili v tem času in dejansko se že pripravljamo na Green Vizijo za jesen. Samo trenutek. Tako da tukaj so napisana vsa podjetja, ki so bili prvič naši partnerji na tem projektu. Ideja izhaja pa tudi iz tega, da smo šli ne v živo, ampak v digitalno. To je vse posledica aktualnega stanja, posledica korone in prisiljeni smo bili tudi mi v CER-u v strateškem partnerstvu, ki združuje napredna podjetja za spodbujanje zelenih tehnologij, da se tudi mi preoblikujemo in iščemo nove načine povezovanja, da se ne ustavimo, ampak dejansko najdemo vizijo. Tako da z nami so bili to pod BTC, Eles, Pivovarna Laško Union, Lumar, MIK Celje, NLB, Nova Ljubljanska banka in Rezalta ter Skaza. Najlepša hvala vsem, da ste verjeli, da lahko v tako kratkem času naredimo ene premike in naredimo en poskus digitalnega povezovanja, digitalnega inoviranja. Vsi smo se soočali z nekim novim načinom in lahko rečemo, da je bila energija fantastična v tem tednu in se veselimo vaših zgodb, vaših predstavitev in tudi vsi ti vaši obrazi tekom celega časa, ko ste pošiljali utrinke in danes tukaj res smo veseli, da ste se odzvali in da sodelujemo. Naša glavna vizija pa je, da vse projekte v vseh podjetjih, v vseh sektorjih gledamo od zdaj naprej skozi vse 3 vidike. Tako skozi ekonomskega, skozi katerega se že dalj časa gleda, ampak da začnemo dodati tem vidikom tudi družbene poglede in okoljske vidike. In namen Green Vizije je bil, da podjetja, ki so postavila svoje izzive, da na vsak izziv pogledajo z vidika trajnosti. Torej, da iščemo trajnostne rešitve, da si prizadevamo za zeleno okrevanje, da ustvarjamo pogoje za nova zelena delovna mesta, da delamo na daljavo in inoviramo na daljavo, da povezujemo tudi nove generacije, tako prenos znanja od starejših na mlajše in od mlajših na starejše in ne nazadnje, da ustvarimo eno fantastično, inovativno zeleno skupnost. In to nam uspeva in res smo veseli, da ste vsi tukaj in tudi vsi, ki danes ne morete biti z nami zaradi omejitve, vas res lepo pozdravljamo v omrežje na naš Facebook portal in tudi vsi, ki nas boste gledali po tem dogodku. Osnovna izhodišča so pa bila obvezujoče in priporočljive zaveze za trajnostni razvoj, ki se že dalj časa razvijajo, vse od 60 let naprej in so v zadnjih letih dobile res velik pospešek. Tako da vse skupine so dobile usmeritve za oblikovanje svojih nalog, da se naslanjajo na 17 ciljev globalnega trajnostnega razvoja, ki so bili postavljeni pri Združenih narodih, da upoštevajo trajnostna načela, torej People, Planet, Profit, ki tvori trajnostni razvoj in da se preoblikujemo iz linearnega v krožno gospodarstvo.
In vsaka skupina, mislim, da ko smo pregledali tele vaše naloge, je dejansko upoštevala te vidike in res se veselimo naslednje ure in pol, da bomo sledili tem predstavitvam. Imena bomo predstavili zdaj, ko bomo imeli skupine udeležencev. Vsaka skupina pa je dobila vsaj enega mentorja tekom celega tedna, tako da z nami so bili magister Sonja Klopčič, Ina Kukovič-Borovnik, magister Žiga Čebulj, Tine Musek, profesor dr. Ajda Fošnar, Polona Juvančič in Aleša Mihelič. Torej 7 mentorjev je vsem skupinam pomagalo s svojimi najboljšimi kompetencami in pripeljali ste jih res do fantastičnih ciljev. Iskali smo ideje in te ideje želimo, da se zdaj v podjetjih v naslednji fazi razvijajo tudi naprej in pridejo do realizacije. In današnja žirija z nami, začenjam v bistvu s predsednikom sveta zavoda, magistrom Rokom Vodnikom, ki je že od leta 2012 gonilna sila Cera in Rok, hvala, da podpiraš to zgodbo. Magister Violeta Bulc, bivša komisarka z izjemnimi izkušnjami na področju inoviranja, zato se nam je zdelo res pomembno, da si z nami in hvala. In Tanja Subotič-Levanič, strani Združenja menedžerjev, sekcije mladih menedžerjev, ker je pomembno, da vsak mladi menedžer ali udeleženec v katerikoli nalogi pogleda na podjetje trajnostno in tukaj si seveda tudi kot strani podjetja Pivovarno Laško Union. Ko bo žiriranje podjetja Laško Union, te bo pa zamenjal magister Žiga Čebulj, ki je bil tudi mentor v skupini, tako da Žiga. Ocenjevanje bo sledilo po 10 točkah, žirija bo ocenjevala od 1 do 5 in po vseh predstavitvah bojo imeli 15 minut časa, takrat bomo imeli rahlo prekinitev in okrog 17. ure bomo razglasili zmagovalno ekipo, ki bo dobila za nagrado izobraževanje v jeseni Sustainable Transformation Manager, ki jo vodijo naši kolegi iz Nemčije in sodelujemo tudi v Ceru. Zdaj smo pa tik pred štartom. Vsaka skupina bo imela natančno odmerjenih 5 minut in 5 minut bojo sledila vprašanja, tako da, kot smo zapisali, čas bo kirurško odmerjen in prosili vas bomo, da se boste tega držali. In na oder vabim prvo skupino, to je skupino iz podjetja Lumar. Skupino so sestavljali Sanja Rubinič, Anja Lukič, Matevž Lukič, Klavdija Pavlovski in z nami bo danes predstavitev imela Anja Lukič, tako, in Klavdija? Ne? Tako da Anja, vabim te na oder. Z vami sta bili predstavnici ABC Acceleratorja za mentorici in Ina Kukovič-Borovnik, tako da beseda je tvoja. To je povezano. Pozdravljeni vsi skupaj še z moje strani. Moje ime je Anja in v naslednjih minutah vam bom predstavila vrhunsko idejo, ki smo jo skupaj z ekipo razvijali celih 5 dni. Pa naj za začetek postavim kar retorično vprašanje. Kaj pa vi mislite? Zakaj se Slovenci tako zelo radi selimo v hiše? Nekdo bi morda hudomušno pripomnil, da je to zato, ker želimo biti čim bolj odmaknjeni od sosedov. Pa šalo na stran, nekateri imamo vizijo, da bi nas pred hišo pričakal čudovit vrt, kjer se bi lahko sprostili, povezali z naravo in kjer bi konec koncev morda pridelovali domač paradižnik ali jagode. No, tudi mi smo si to vzeli za iztočnico naše ideje. Ugotovili smo, da ljudje, tudi čeprav imajo to idejo, kako bodo zraven hiše imeli vrt, jim sama realizacija in gradnja hiše pobere veliko energije in na koncu zmanjka navdiha ter tudi časa, da bi ta vrt dejansko imeli takoj, ko se vselijo v hišo. Tukaj pa moram povedati, da hiše sama nisem gradila, ampak tako so mi povedali drugi in jaz jim verjamem. Torej, če poenostavimo, tukaj v igro vstopimo mi. Ko vi hišo kupite, dobite vrt v paketu s hišo.
predstavljamo vam rešitev. To je ZEL modularni vrtiček, Zero Emission Living by Lumar. Kaj to sploh je? To je modularni vrtiček, ki ga stranka dobi že, naroči v bistvu, ko se odloči za nakup hiše ali pa kasneje. Gre za vrtiček oziroma modularni vrtiček, ki je tehnološko dovršen in prav tako tudi oblikovno dovršen produkt. Pomembno je poudariti, da je zgrajen iz odpadnih materialov, ki nastanejo pri sami gradnji hiše. Torej, mi nismo hteli narediti produkta iz nekih novih surovin, ampak se osredotočimo na kar že imamo. Torej, pri sami proizvodnji hiše nam ostane les, torej ta les porabimo za izvedbo tega modularnega vrtička. Če nadaljujem, kaj so glavni elementi tega vrtička oziroma na kaj se osredotočamo? Imamo kompostnik, imamo namakalni sistem z zbiralnikom za deževnico, ptičnico in pan, če so vam čebele bližje, imamo hotel za žuželke ter pametne senzorje, ki so povezani z aplikacijo Smart Garden, ki bi jo tudi razvili. Tako omogočamo kupcem tudi, da se preko te aplikacije povežejo v tako imenovan community, kjer lahko izmenjujejo ideje in tako naprej. Pomembno je tudi poudariti, da so to le opcije, torej kupec se sam odloči, katere od teh elementov bo dejansko vključil na svoj vrt. Torej lahko produkt zelo osnoven in enostaven, ali pa celo premium različica s senzorji, ki ti javijo, vlage ni dovolj, ne vem, zalijte to, tisto in tako naprej. Zelo velika pomembnost, ki bi jo nudili, pa je ta, da bi kupcem omogočili tudi, da se naročijo na prav poseben ZEL vrtni koledar. To pomeni, vsak mesec oziroma v vsaki sezoni bi na dom dobil dostavljena semena oziroma sadike avtohtonih slovenskih vrst. Tako bi kupcem še olajšali cel proces v bistvu. In tudi, kar je pomembno poudariti, je, da bi krepili lokalno gospodarstvo. Torej, povezali se bi z lokalnimi podjetji in semenarnami in tako še dodatno vključili vse pripadnike v neko skupnost. Idejna zasnova, kar smo uspeli v teh par dneh zrealizirati, je to, da bi bili tile modularni vrtički ZEL sestavljeni iz modulov, ki se med seboj dopolnjujejo, oziroma se kupec sam odloči, kako bi ta vrt izgledal. Tako da godimo njihovim željam in tudi pričakovanjem. Tukaj še samo tloris, mislim, stranski ris, prerez, kako bi to izgledalo, pan, vrtički, po želji. Torej, ker pa nismo želeli, da bi to bil samo nek projekt, ki bi zaslužil vaš like na Facebooku, smo se podali globje in želeli to idejo dejansko preveriti pri strankah, ki so dejansko najpomembnejše. Zato smo naredili intervjuje in izvedeli, da 90%, najprej smo potrdili hipotezo, da dejansko ljudje se vselijo v hišo tudi zaradi vrta. In 2/5 vseh tistih, ki smo jih intervjuvali, so imele vrt. To pomeni, da je še vedno veliko potencialnih strank za ta produkt. Kar se jim je zdelo še posebej zanimivo, je to, da bi vključili slovenske avtohtone vrste, ter tudi nekako ohranili naravo in čebele in vse to za nadaljne generacije. Torej, če zaključim, zakaj ima ta ideja tako velik potencial? Podpira krožno gospodarstvo, podpira samooskrbo, osredotoča se na lokalno, podpiramo Zero Waste Movement, torej življenje brez odpadkov in tudi na vse zadnje nekako zaokroži celotno filozofijo podjetja Lumar, kar se nam je zdelo tudi zelo pomembno že od vsega začetka. Za bolj zeleno, trajnostno in pametno Slovenijo. Hvala za vašo pozornost. Ja. Najlepša hvala, Anja, za predstavitev, za ZEL, za izjemno idejo, ker zato gremo živeti v hiše, da imamo vrt. Na tem mestu bi pa jaz žirijo povabila s prvimi vprašanji, torej na sredi. Je ideja nastala zato, ker je bil izziv takšen, ali je bil izbor te ideje še kje drugje? Zakaj ste se lotili ravno tega izziva?
bistvu mi smo izhajali sami iz sebe, torej tudi če živiš v stanovanju, imaš v bistvu neko željo, da bi sam nekaj pridelal in mislim, da tudi celotna korona kriza nam je pokazala, kako zelo pomembno je dejansko se osredotočiti na lokalno, na samooskrbo in tako naprej. Tako da v bistvu mislim, da smo se nekako povezali s tem izzivom, a hkrati tudi poslušali sebe. Ste zadovoljni sami seboj oziroma z rešitvijo, ki ste jo predstavili? Ja, meni osebno se zdi rešitev vrhunska. Jaz se bi tako odločila za njo. In tako ste povedali tudi na začetku. Lahko jaz vprašam, nič niste govorili o dodani vrednosti. Koliko mislite, kakšna je volumen, ki ga rabite za to, da bo to tudi postala neka oprijemljiva poslovna ideja? A ste kaj naredili, kakšne izračune? Smo. Ja. Neki v bistvu, v bistvu tako, nekako mi smo se usmerili na 3 prodajne koncepte, na 3 poslovne modele. Eno bi bila v bistvu upsell in prodaja obstoječim strankam, v bistvu imetnikom hiš Lumar. Potem imamo tukaj pač v bistvu vse nove potencialne stranke Lumarja. Hkrati smo razmišljali, da bi v bistvu ta produkt lahko lansirali tudi samostojno na trg. Tretje pa je, smo imeli v mislih tudi v bistvu eno kooperacijo z mogoče občinami, kjer bi zgradili neke občinske vrtičke, kjer bi jih potem lahko dajali za socialno ogrožene družine ali pa tudi mogoče v neke najeme. Zdaj, kar se tega dela tiče, še nekje pač, kjer smo mi iskali eno pozicijo, cenovno komponente smo precenili, da bojo v bistvu vrednosti od 50 do 400 evrov. Potem v bistvu nek povprečen vrt, kjer bi vseboval več komponent, smo ocenili, da bi bil 1700 evrov plus. Zdaj nekje uspeli smo tudi priti do tega, da bi dejansko s tem vrtom, to večjo verzijo, nekje v bistvu uporabili do nekje 100 kilogramov odpadnega materijala. Zdaj, glede na to, da je vrtičkarstvo in v bistvu zelo popularno v Sloveniji, glede na to, da je v bistvu samooskrba za zelenjavo zelo nizka, pa glede na trende, pač mislimo, da je v bistvu tudi nekje potencial na trgu, da bi lahko dosegli 15% ali več procentni tržni delež. Tako. Toliko smo uspeli v tem kratkem času. Hvala. Rok, še ti? Ja, mene pa ravno to, ko ste zaključili zdaj, se pravi tržni delež 15%, ko ste trg preverjali, kje je pa ključna prednost vaše rešitve, z navadnim vrtom, pa kako bi, recimo, tudi upsell, ste rekli, veliko kupcev Lumarja ima vrt že, navaden vrt, zakaj bi šel potem v vašo rešitev? Ja, v bistvu, ker smo mi pregledali konkurence, je dejansko, ponudbe je ogromno, ampak je zelo razpršena. Se pravi, nekdo, ki mogoče se tudi zdaj zaradi vseh teh trendov začne ukvarjati z vrtičkarstvom, mu je mogoče kar težko na začetku, da se stavi svoj vrt, da najde ponudnika ali pa se celo pač sam loti izgradnje. Tukaj smo videli pač veliko prednost v tem, da imamo neko all-in-one rešitev, kjer ti pač od tega, da ti zgradimo vrt, nudimo tudi nek ta support preko tega koledarja in v bistvu pošiljanja semen v določeni sezoni. Dodatno pač vidimo tudi prednost v tem, da bo ta vrt bolj estetski, kar smo tudi v bistvu preverjali, da veliko teh rešitev pač niso tako estetske, kar so zdaj na trgu. To je v bistvu to, no. Pa ekološko, Ja. izkoristi ves. Ja, seveda, ja, pa da v bistvu dejansko dobimo nek stranski produkt že iz obstoječih materialov. Tudi omogočamo strankam, ki se morda drugače ne bi odločile za vrt. V bistvu toliko poenostavimo ta produkt in ga naredimo, v bistvu ti skoraj da nič ne rabiš narediti. Sploh, če se odločiš za tisto premium različico, ne vem, nekdo se odloči za hišo visoke vrednosti in morda tudi nima časa za vrt, ampak s tem, ko ti prepriča s tem, da v bistvu ponujaš semena, dobiš vse zgrajeno, se morda ljudje, ki se drugače ne bi odločili za vrt, vseeno odločijo za njega. Najlepša hvala. Najlepša hvala skupini. En velik aplavz, prosim, za njihovo rešitev. Hvala.
Naslednje, Špela, lahko ti sam zamenjaš ta čas. Naslednjo pa vabimo na oder skupino NLB. Tukaj so bili vključeni Marinko Nikolič, Roman Simkin, Jure Pirc in Ferdin Sotani. Mentor pa je bil magister Žiga Čebulj. Tako da na oder vabljena Roman in Marinko. Prosim za mikrofon. No, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Moje ime je Marinko. Jaz sem oziroma z Romanom vam bomo predstavili danes eno zanimivo rešitev in sicer zeleni kredit v 1 minuti. To se sliši kar zanimiva stvar, ne? No, zdaj vam bom pokazal, kako je mogoče priti tudi do takega kredita res v 1 minuti. Mi smo zasledovali različne namene in sicer želeli smo zasledovati pospeševanje rabe zelenih tehnologij, zato in rešitev, nagovarjati novih zelenih segmentov potrošnikov in pa zagovorništvo zelenega, trajnostnega, krožnega poslovanja in načina življenja. Za te namene smo razvili pametno rešitev in sicer v obliki portala, ki smo ga poimenovali Zeleni kredit v 1 minuti. Glavna prednost takšnega portala je avtomatizirano ocenjevanje tveganja kreditiranja. Se pravi, to je glavna prednost. Na samem portalu pa lahko naši potencialni kupci v bistvu se seznanijo z vsemi našimi produkti, z vsebino le-teh in pa tudi z delom, v katerem jih izobražujemo o trajnostnem razvoju, zato da tudi prepoznajo, zakaj je takšno kreditiranje prednost. Po bom rekel, sami seznanitvi in tako imamo vodeni proces sklepanja, kjer jih dejansko vodi step by step, da pridejo do same sklenitve. Zakaj zdaj? Na to vprašanje imamo 2 odgovora. Eno je zato, ker je dejansko trg zdaj naklonjen temu. Evropska unija tudi je vzela kot prioriteto zelene tehnologije, zeleno gospodarstvo in delajo tudi s polno paro za to, da implementirajo to v celotni Evropski uniji. Obetajo se nam tudi v politične spremembe, se pravi tudi v naši zakonodaji bodo zakoni zelo naklonjeni zelenim tehnologijam. Poleg tega pa imamo danes tudi vso potrebno tehnologijo, da lahko zagotavljamo uporabo zelenih tehnologij, zelenega gospodarstva in tudi zelenega financiranja. Drugi glavni razlog je pa konkurenca. Večina bank v Sloveniji že ponuja zelene kredite. NLB, bom rekel, je tukaj en korak za njimi, ampak verjamem, da je naša rešitva prava, zato da jih dohitimo in prehitimo. Zdaj pa predajam besedo Romanu. Ja, naša rešitev, naš produkt je portal. Povabimo kupcev s tej strani do platforme. Na platforme kupci najdejo različne ponudbe, to je zelene izdelke, zelene storitve, tudi najdejo izobraževanje in nasvete za svoj posel. Če imaš, naprimer, gradbeništvo, kaj dobiš, kakšne izdelke, storitve, če imaš, naprimer, kmetijo. Potem takoj oddaš vlogo in dodaš potrebne dokumente o svojem poslovanju in naš portal samodejno gre po različnih bazah podatkov in opredeli oceno, kreditno tveganje za tega kupca. To bo avtomatično. Če vse je ok, v tem primeru sistem odobri to posojilo in naš podjetnik dobi posojilo. Potem kakšne dokazile. Pri banki je neki strah, da ne izvede naša stranka te zadeve, za katere vzem kredit. Naš sistem ima različne možnosti, da stranka doda račune, fotografije, različne dokumente in sistem avtomatično zazna, ali je ok ali ne. Če ni ok s to pogodbo, sistem spremeni in seveda napiše neko sporočilo stranke, spremeni pogoje tega kredita in dobiš, naprimer, večno obrestno mero.
in tako naprej. Tukaj je na kratko schema, kako to deluje. To je to. Pripravili smo tudi naše zeleno platno, kjer so glavne prednosti oziroma dodana vrednost tega našega projekta in rešitve je, da pridemo do zelenega kredita v 1 minuti. To si skoraj zdaj ne moremo predstavljati, tehnološko pa je mogoče to doseči. Druga glavna prednost je, da omogočamo našim kupcem pri naših partnerjih plačila na obroke. Se pravi, da si lahko kupijo zeleno tehnologijo in jo obročno tudi odplačujejo. Glavne aktivnosti, ki bi jih morali narediti, so razvoj dejansko digitalizacije in avtomatizacije tega procesa kreditnega tveganja, te ocene, in pa seveda pogodbe z dobavitelji ter marketinška kampanja. Ključni viri pa zato so dejansko znanje za razvoj takšnega portala, takšne platforme z samo digitalizacijo in avtomatizacijo. Glede poslovne plati in zelene plati samega projekta in naše rešitve, mi smo ocenili, naše stroške na 2 milijona 300, govorimo, to je ocena za 5 let, projekcija, prihodke pa na 4 milijone 250, kar pomeni, da bi v 5 letih imeli nekako dobička dober 1 milijon 900. Zelene koristi pa seveda so večja raba zelene tehnologije, boljša osveščenost, se pravi ljudi, raba digitalizacije in avtomatizacije, kar bi v bistvu optimiziralo procese in sprememba navad glede samega poslovanja. No, mislim, da je naša rešitev, prava stvar za NLB, da stopi korak s konkurenco. Hvala. Hvala za to predstavitev. Jaz imam kar hitro par vprašanj, da ne izgubljamo časa. V čem ste torej drugačni od vaše konkurence? Prvo. Naša konkurenca trenutno ponuja zelene kredite na področju fizičnih oseb. Naš cilj je, financiranje mikropodjetij in srednje in malih podjetij. Kaj pa v sami strukturi? Poleg, fizičnih oseb. A je kakšna sprememba v storitvi? Ja, seveda. Mi bi bili edina banka, ki bi ponujala sklenitev takšnega kredita preko portala in to v 1 minuti. Pa še eno kratko vprašanje. Ko pride potencialni klient na vaš portal, kako ve, kakšni so kriteriji? Oziroma, kaj ste postavili kot zelene kriterije, da nekdo ve, da se kvalificira za vašo zeleno financiranje? V bistvu zeleni kriteriji bi bili jasno postavljeni, se pravi, prvo kot prvo, mi bi se povezali s samimi dobavitelji, ki ponujajo zelene tehnologije, zelene, materijale in podobno. To bi bil že prvi, nek signal, ali je, med tem naborom. Druga zadeva pa je v bistvu sam namen bi se moral tudi zapisati pri sami vlogi ob oddaji vloge za kredit preko portala, ki bi se seveda kasneje kontroliral. Mene pa zanima, sicer je bilo omenjeno, da Sicer je bilo omenjeno, da targetirate mala in srednja podjetja, pa tudi fizične osebe, ampak mene zanima, kdo v resnici za ta kredit je vaša ciljna publika in če ste uspeli skozi proces, ki je bil sicer kratek, preveriti, ali se to splača? V bistvu naša ciljna publika so, poleg kakšnih kmetij, pametnih kmetov, gradbincev, zelena tehnologija se lahko implementira praktično skoraj v vse dejavnosti, bodisi ali je to pisarniško delo, lahko imamo pametno pisarno. Če je to nek kmet, lahko ima nove ekološke stroje, ki manj obremenjujejo okolje. Gradbinci lahko pri izolacijah uporabljajo ekonomsko učinkovitejše izolacije, ki bi pač tudi pri hranjenju, pri ogrevanju, hlajenju in podobno. Tako da mislim, da skoraj ni dejavnosti, v katero ne bi mogli implementirati in tudi nekaj ponuditi. Jaz bi pa vprašal,
kje se ta produkt, bom rekel, je še drugačen, razen samo hitrost odobravanja. Mogoče, a ste vi pri bankah preverjali, a bi bil tak način odobravanja lahko sprejemljiv tudi za kredite daljših ročnosti in večjih zneskov, če bi bilo to predvsem za krajše ročnosti in nižje zneske, ker je lahko za banke to sprejemljivo, potem tukaj prišlo do problema, bom rekel, zanimivosti in da bi ta inštrument res vzpodbujal potem dodatne investicije. Tako je, bom rekel, mikro in mala podjetja, bom rekel, vsaj kar se NLB-ja tiče, bom rekel, govorimo lahko o zneskih do 100 000 evrov, mi pa smo omejili, bom rekel, te ročnost na 3 leta, že iz vidika zavarovanj, zato ker potem, kar je daljše, je treba tudi, bom rekel, druga zavarovanja vključiti, kar bi pomenilo dodatne stroške in težji proces same sklenitve pogodbe. Smo pa preverili v strukturo gospodarstva, ugotovili smo, da v vseh podjetjih, bom rekel, v Sloveniji predstavljajo mikro in srednja ter mala podjetja kar 98% gospodarstva. Tako da mislim, da potencial je kar velik. En velik aplavz za skupino NLB. Hvala. Ta zelena tranzicija bo draga in potrebovali bomo različne nove inovativne finančne inštrumente, tako da ta je eden izmed teh, ki so na poti dobrim rešitvam. Hvala še enkrat. Naslednjo skupino, na oder vabimo skupino iz Elesa. Sestavljali so jo Danijel Gosteničnik, Jernej Knific, Jovančo Grozdanovski in Martina Kamnikar. Mentor pa je bil Tine Musek. Izvoli, Daniel. Pa mogoče kar mikrofon, bom lažje govoril. Smo previsok za tole. Me veseli, da sem lahko danes z vami, da vam predstavim to rešitev, ki smo jo razvili z našo ekipo. Naš hack rešuje izzive distributerjev, končnih uporabnikov in operaterjev omrežja, ki nastaja zaradi nekonstantne proizvodne energije iz obnovljivih virov energije. Eles nas je postavil pred dva izziva. Pričakuje povečanje fleksibilnosti električnega omrežja, vključno, ki je priključeno na toploto, in pa hkrati to povezano z inovativnimi finančnimi modeli. Torej, ob povečanju proizvodne električne energije iz obnovljivih virov energije vpeljujemo inovativno power-to-heat tehnologijo za povečanje fleksibilnosti. Torej, električno energijo pretvarjamo v toplotno energijo. Vlaganje pa po drugi strani zanimivo tako za končne uporabnike, ki lahko zakupijo porabo ustvarjene toplotne energije za različne namene in pa po drugi strani tudi za investitorje, ki ta platforma lahko služi kot dolgoročna naložba z garantiranim donosom. Ta rešitev temelji na petih temeljnih principih trajnostnega poslovnega modela. Prvi je raznolikost. Takšne rešitev v Sloveniji še ni. Hkrati pa rešitev sprejema vse oblike obnovljivih virov energije. Je model uporabljen tako pri končnih uporabnikih kot v industriji, recimo z rekuperacijo. Drugo je investicijska platforma, ki omogoča vzdržnost poslovnega modela in obvladuje tveganje. Tretjo je odprtost. In tale pač platforma omogoča nekako donosen poslovni model in zeleno energetsko transformacijo, ki jo zasleduje CER. In pridemo še na zadnjo točko, peto. Ta pa zasleduje krožno gospodarstvo,
saj je model zasnovan tako, da je tudi energetsko vzdržen in ne glede na vstopni ali izstopni vir energije. Kar pomeni, da lahko toploto, hlad lahko odjemamo ali oddajamo komorkoli oziroma kadarkoli. In naš model je hibrid, ki zasleduje vse vidike triple bottom line. Po študiji, ki jo pravi McKinsey & Company, ustvarimo 48 delovnih mest za vsakih 10 milijonov investicije v OVE. Znatno zmanjšanje potreb po malih kuriščih, kar je zelo obremenjujoče za okolje. Zmanjšamo ogljični odtis in s tem posledično izboljšamo kvaliteto in zdravje ljudi. Model omogoča neomejeno povečanje OVE skozi modularno, skalabilno in zamenjuje energije ustvarjene iz fosilnih virov. Ne navsezadnje pa crowdfunding platforma nudi končnim uporabnikom srednjeročni zakup ustvarjene toplotne energije za najmanj po polovični ceni v primerjavi z samo investicijo. Dolgoročnim investitorjem pa omogoči garantiranih vsaj 5% donosnosti. Tako da tu bi se še ustavil z primerom, za lažje razumevanje. Primer 200 milijonske investicije v ta model. Skozi ta model bi garantirali oziroma bi lahko ustvarili 1000 novih delovnih mest. Procent proizvodnje iz obnovljivih virov energije se podvoji in pa istočasno zmanjšamo izpust CO2 plinov v višini 6 milijonov ton na leto. To je ekvivalent 90 milijonom posajenim dreves na leto ali 2 milijona 500 tisoč vozil, ki napravi po 20 tisoč kilometrov na leto. In to je vozila z zadnjim, najnovejšim standardom. Plastično, karikirano povedano, skoraj ves vozni park Slovenije bi lahko spravili s ceste z 200 milijonsko investicijo. To je vse z naše strani. Seveda smo naredili tudi to tabelo in mislim, da sem z vso to prezentacijo že nagovoril vse točke, ki so tu noter zajete. Hvala lepa. Beseda vaša. Hvala lepa za predstavitev, kar hitro na par vprašanj. Kaj rab končni uporabnik, da lahko začne koristiti to storitev? Dejansko je model tako dizajniran, da lahko se samo priključi. Plača nekako po naših izračunih, ki smo jih napravili, oziroma napravil naš kolega Jernej, smo izračunali, da bi z članarino ali pa s plačilom 2000 evrov lahko imel neomejeno toploto garantirano za 10 let. Za 3500 evrov pa celo 20. Pa še viški izgube, kakšna je glavna prednost tega cloud rešitve oziroma distribuiranega modela? Distributerji so predvsem tisti, ki se soočajo s to problematiko viška energije. Potem tudi upravitelji, dobavitelji, se bi moral tako definirati, višek v proizvodnji je velik problem. Kam s tem viškom, kako ga uporabiti, smo naredili za to rešitvijo. Tako da mislim, da je to zmagovalna rešitev, ki lahko pomaga res dolgoročno rešiti to težavo. Čisto na zadnjem slajdu so bili omenjeni tudi partnerji, pa jih nisem uspela razbrati. In me zato zanima, očitno ste seveda razmišljali tudi o partnerjih ali pa o deležnikih, ki bi morali biti del tega modela. Kdo ti so
in brez katerih pravzaprav se tega modela ne da narediti vzdržnega. Po eni strani lahko uporabljamo že obstoječe sestave. So pa ključni partnerji to, pač, če gledamo z vidika Elesa, da ponudi to omrežje, da jim omogoči, da lahko se priklopijo ali proizvajalci obnovljivih virov energije in ponudniki toplote po drugi strani z končnim uporabnikom. Prosim. Jaz nisem tukaj nekaj čisto razumel, se pravi, kdo se lahko priklopi, rekel ste, kdor plača članarino, da se, bom rekel, to lahko vsako stanovanje, hiša bi priklopilo ali samo, ne vem, ker niste tudi razumeli, niste povedali, je to samo za tiste, ki so priklopljeni na sistem daljinskega ogrevanja, a je to tudi za tiste, ki so izven tega sistema, ki imajo neko drug način ogrevanja vode? Ja, drži, je to predstavljeno na tej sliki. Gre se za tip shranjevalnika energije. Lahko se zelo prilagodi okolici oziroma pač tem, v kakšni situaciji je pač sestav na licu mesta, ali ima daljinsko ogrevanje ali ga nima. Shranjevalniki energije so pa ključni pri tem. Zdaj, če govorimo o končnih uporabnikih, imeli smo tudi kalkulacije narejene recimo za dvostanovanjsko hišo oziroma pač dvojček. Lahko bi sam investiral v to obnovljive vire energije, ter se ogreval pač vodo, lahko pa bi se priključil na ta sistem in bistveno zmanjšal. Torej, račun je kazal 60% znižanje stroškov za dobo 10 let. Prav, namen jih je več uporabnikov združiti in priklopiti na ta shranjevalnik energije. Tako, tudi to omogoča, tudi to, ja. Pa nisem čisto razumel, kako ste rekel, za 200 milijonov evrov investicije bi cel vozni park spravil. O predpostavki seveda, da je v Sloveniji 2 milijona 500 tisoč vozil. Ampak ja, to je ogromna številka. Ko enkrat postaviš to v relativo, v malo bolj opremljivo številko, ki jo lažje razumemo, to je 2 milijona 500 tisoč vozil, ki lahko gre že ob 200 milijonski investiciji z ceste. To ne razumem, kakšna povezava je med ogrevanjem sanitarne vode pa Ja, to se navezuje seveda pač na izpust CO2. Tako, to je ekvivalent temu, ja. Kot primerjava. To je, ja, 6 milijon ton CO2. Tako. Avtomobili bi se še zmeraj vozili. Ja, seveda. To prišparamo, oziroma to znižamo. Ja. Seveda tole pusti tudi odprte postavke, kaj narediti z temi plačili za emisije, da se lahko to reinvestira dalje v nadaljne rešitve. Hvala lepa, Daniel. Hvala. To je gotovo eden izmed načinov, da slovensko energetsko tranzicijo pripeljemo do dobrih pilotnih projektov. In manjka nam še precej, imamo dobre izzive in to je na pravi poti. Naslednjo skupino vabimo MIK Celje. Zeleni vizionarji so bili Kaja Moličnik, Jasmina Brčina, Andrej Komel in Urša Jozelj. Mentorici pa sta bili iz ABC Acceleratorja, Polona Juvančič in Aleša doktor Ajda Foštnar iz Primorske univerze, Fakultete za menedžment, se opravičujem. Vabljeni na oder. A ga naš pa kar brez aplavza? V glavnem, en lep pozdrav. Slišali smo marsikaj, da imamo, NLB mi je dal zelo dobro iztočnico, vi date denar, mi imamo rešitev, zakaj denar vaš rabimo. Večina jih je izhajala iz tega, da iščemo rešitve. Imamo tudi že rešitev, in sicer imamo prezračevalni sistem,
ki ga mi ponujamo, v Miku smo ga razvili, našli smo razlog, zakaj ga rabimo, vemo, zakaj ga rabimo, ampak nekako imamo občutek, da javnost tega še ni razumela do konca, zato smo šli mi bolj v neko, bom rekla, promocijsko kampanjo, ki rečemo sindrom zdravih stavb. Začela bom čisto osnovno. Izhajamo iz Mik Celja, kjer proizvajamo oziroma izdelujemo zelo dobra kakovostna okna. Tu ni reklama za Mik Celje, ni reklama za okna, ni reklama za mikrovent. Je pa to dejstvo, da proizvajamo zelo dobra okna, s čimer zapremo prostore hermetično, do te mere, da popolnoma izgubimo nadzor nad kakovostjo zraka, ki je v prostorih. Imamo rešitev, ki se reče mikrovent, in ki v bistvu vpliva na celotno agendo, o kateri bo Kaja povedala več. Glede na cilje Organizacije združenih narodov smo se mi predvsem sfokusirali na 3, 8 in pa 11. Poleg tega smo poiskali še malo starejših dokumentov, Agenda 21 za Slovenijo, kjer je ena od načel trajnostne družbe izboljšanje kakovosti človekovega življenja. Mi smo družba, oziroma generacija, ki živi znotraj. In v primeru bolne stavbe pride do bolanega človeka in pa do bolne družbe. V tem času vse, kar si želimo najbolj pomembno za nas zdravje. In pa glede na nekatere informacije naj bi 90% našega časa preživeli znotraj. V primeru, ko notranje stavbe niso kvalitetne, niso zdrave, pride do različnega draženja ust, grla, nosu, kar pa lahko privede do resnejših zdravstvenih stanj. In pa mi smo našli tudi podatek, da se na evropski ravni letno porabi 82 milijard denarja za zdravljenje in pa zdravniško oskrbo. Diagnoza vaše stavbe, te diagnoze ne postavlja zdravnik, postavimo jo na nek način mi. Torej, problem, iz katerega smo izhajali, je sindrom bolnih stavb, o kateri se na evropski ravni in svetovni ravni tudi WHO organizacije in vse ostale zdravstvene organizacije na svetu ukvarjajo vse bolj pogosto. Izhaja iz neustreznih delovnih pogojev, ki pridejo kot posledica uporabe zelo dobrih, okoljsko primernih gradbenih materialov, da ne rečem tudi zelo hitre gradnje, katero tudi naslavljamo skozi svoj problem. Izziv, ki ga pri tem vidimo, pri tej naši, bom rekla, rešitvi, ki jo imamo, pa na nek način je ne moramo spromovirati, kolikor je treba, je to, da želimo doseči, da je obvezujoče izboljšanje delovnih pogojev. Na prvi ravni delovnih, potem pa tudi pogojev bivanja v domačih okoljih oziroma v gospodinjstvih, kjer pač živimo tudi mi. Rešitev, ki jo imamo oziroma v čem mi vidimo rešitev, je predvsem sistemska rešitev v obliki predpisov in pa spremljanje in ukrepanje pri odklonih. To pomeni takrat, ko ti delodajalec ne zagotavlja ustreznih delovnih pogojev, na ta način v bistvu vpliva na tvoje zdravje, pri čemer jaz kot zaposleni nimam vpliva na to, kaj delodajalec da v prostor. Je pa res, da na dolgi rok vpliva na moje zdravje, jaz tega ne želim. In hipoteza, iz katere izhajamo, je, da s tem, ko zagotavljamo zdravo notranje okolje, na eni strani vplivamo na trajnostno gradnjo, ker v bistvu uporabljamo zdrave, zelene materiale, okolju primerne materiale, na drugi strani pa skozi dejstvo, da bomo zaposleni bolj zdravi, na dolgi rok tudi, bom rekla, prebivalci v lastnih domovih, imamo nižje zdravstvene stroške, na ta način nižjo obremenitev na zdravstveno blagajno. Green Business Canvas, čisto na kratko bom šla, kaj potrebujemo. Potrebujemo inštitucije, kot so Ekosklad, NIJZ, razna ministrstva v Sloveniji, na Evropski uniji in svetovni ravni, ZRMK in ostale ponudnike, kot so recimo ponudniki prezračevalnih sistemov, ogrevalnih sistemov, oken in tako dalje. Viri financiranja, ki jih tukaj vidimo, so predvsem iz Evropske unije in Republike Slovenije, kar pa mi potrebujemo za svojo realizacijo, so agencije, šolan ustrezen kader, ustrezna oprema. Dodana vrednost, ki jo tukaj vidimo, je v prvi vrsti zdrav narod, v drugi vrsti je to trajnostna zelena gradnja, ki je okolju primerna. Smo na masivnem trgu, koristi pa, kot že omenjeno, predvsem zelena gradnja in zdrava družba. Kaja? Pripravili smo tudi certifikat zdravega delovnega mesta, ki pa služi kot eden od orodij za zagotavljanje ustreznega delovnega okolja. Fokusira se pa na točke prezračevanja, količine svetlobe, zvočnega udobja in pa toplotnega udobja. Na prvi vrsti želimo vplivati skozi kampanjo Evropske unije, ki se reče Healthy Workplace, Lighten the Load, to je za dvig ozaveščenosti na evropski ravni. Druga stvar, ki jo želimo spremeniti, je vpliv na slovensko zakonodajo skozi davke, skozi zakonodajo na delovnopravnem področju in pa vpliv na evropsko zakonodajo, ki jo želimo doseči skozi evropski projekt, za katerega potrebujemo približno 5 milijonov evrov, kot je recimo HIPLA plus PE, torej Healthy Places for Healthy People, gre pa za študijo, s pomočjo katere bi vplivali na Evropsko unijo. To je z naše strani, z vaše strani smo pa odprti za vprašanje.
Zelo obsežno ste se lotili zadeve, zelo je kompleksno in vse zanimivo. Seveda bom poskušala iz te kompleksnosti priti na mal ožji segment. Če sem vas prav razumela, na začetku ste si pravzaprav zadali kot izziv, kako obstoječe že, oziroma rešitev imate, kako to spromovirati. In morda bi vas tukaj še enkrat vprašala, kaj je tista vaša rešitev v 3 stavkih, na kakšen način bi lahko to spromovirali. Ker ogromno je inštitucij, ogromno je tistih povezovalnih elementov, ki jih je v resnici, ali pa inštitucij, ki jih je potrebno povezati, ampak v 3 stavkih, kako, skozi katero in kakšno kampanjo bi to pravzaprav lahko naredili. Kaj je tista rešitev za res to skomunicirati? Dejstvo je, študij obstaja ogromno jih je na to temo, da imamo nezdrava bivalna in delovna okolja. Torej informacije na eni strani imamo rešitve, nimamo pa tiste operative, kjer rečemo, ok, to je dejstvo, to je problem, to je rešitev, operacija, kaj je potrebno narediti, tega pa ni. Na nek način hočemo prisiliti na prvi vrsti na zakonodajo, zato da reče, ok, obvezen je nadzor nad bivalnimi prostori oziroma nad situacijo, ki je notri v bivalnem prostoru. Obvezen je nadzor nad tem, kakšni so pogoji za delo v prostorih v podjetjih. Tega na nek način ne nadziramo, oziroma nadziramo, ampak vsak na svojem področju. Prezračevanje ustrezno dane, imate okna takšna dane, ogrevanje ustrezno dane. Ni pa neke, bom rekla, sinergije oziroma kombinacije vseh dejavnikov skupaj. Kar smo si želeli zastaviti skozi agencijo, ki bi bila na prvi vrsti nevtralna, torej na državnem nivoju, je agencija, ki nadzira podjetja, ki vsako leto izda certifikat za vsako podjetje posebej in ki upošteva, bom rekla, faktore prezračevanja, zagotavljanja ustreznih, bom rekla, naravne in umetne svetlobe, zvočno udobje in pa toplotno udobje. To so tisti dejavniki, ki so najbolj pomembni za kakovost bivalnih in, bom rekla, notranjih prostorov. Skozi te dejavnike potem rečemo, ok, vi ste podjetje, ki zagotavlja zdrave delovne pogoje, vi pa niste in zaradi tega skozi zakonodajo rečemo v redu, imate, ne vem, določene ali penale ali, bom rekla, tudi Urša tukaj z področja prava, skozi pravne, bom rekla, usmeritve in direkcije, ker rečemo v redu, vi niste zdravo delovno okolje, zaradi tega morate to in to, dajemo jasne usmeritve oziroma agencija daje jasne usmeritve, popravite se na tem področju, na tem področju, na tem področju, da boste na ta način zagotavljali zdrave okolje za svoje zaposlene, manj bolniških na dolgi rok. Mi smo gledali nekje na letni ravni, konkretno v našem podjetju za lansko leto, je bilo stroškov zaradi bolniškega staleža že 65.000 evrov. Prosim. Razumem, pač ideja je predlagati sistemsko ureditev. Me pa zanima, a ste se kaj ukvarjali z tem, kakšen multiplikator bo to potem poleg zdravih ljudi tudi na gospodarstvo imel? Kot je omenila kolegica, nam je cilj najprej zdravo delovno okolje, se pravi zdravje ljudi. Drugo je pa tudi tle vidimo, kar mogoče, kot je omenila, da nekako bi mi lahko tudi podjetja v taki bi šla, bo rekel, v ta način in bi imela bonitetno ceno, bi nekako tudi, ne vem, bila nagrajena lahko, ali ne vem, na kakšnem nivoju davka, ali v takem stilu nekako, da bi gospodarstvo nekako ta vložek denarja, ki bi ga dala za, ne vem, spremembo delovnega okolja, nekako dobila potem tudi povrnjeno nazaj. Nekako tle mi vidimo to prednost in seveda na prvem mestu pa kot je zdravje ljudi. To je nam. Sprašujem zato, ker potem ste omenili zdravje ljudi in pospeševanje zelene gradnje. Se pravi, ta zelena gradnja bi pa povzročila investicije in tudi nek dodaten pozitiven vpliv v multiplikacijo gospodarstva. Ja, tukaj smo tudi gledali malo na korona časa, ne. Zdajle je veliko podjetij moglo dati delavca domov delati. Če bi imeli že mi ustrezne delovne pogoje, tako pisarne narejene, da ne bi, mislim, da bi lahko en člen izločili iz vogralikove verige, bi mogoče podjetja tudi lahko delala naprej in ne bi bilo treba jih ustaviti. Tudi na tem področju smo gledali. Predvsem pa, če smem še dodati, kaj je tukaj tudi z področja ekologije oziroma z področja gradbeništva. Dejstvo je, da gradbeništvo ustvari nekje 40% onesnaževal skozi materiale, ki jih uporabljamo. Skozi raziskave, ki smo jih mi izvajali že na področju, bom rekla, razvoja prezračevalnih
sistemov in segmenta, ki je v Sloveniji. Ponudniki so zelo dobri, ne samo prezračevalnih sistemov, tudi, bom rekla, oken in tako dalje, ampak je težava, da se skozi projektantske razpise se, bom rekla, ne bom rekla favorizirajo, ampak se potiskajo samo en vidik ekologije kot take. Rečemo, ok, zadeva mora biti ekološko ustrezna, okna morajo biti s takšno U-vrednostjo, s takšnimi profili, s takšno zatesnitvijo. Ne vprašamo pa se s tem, ko damo zatesnitev take in take vrednosti, koliko pokvarimo prostor noter oziroma zrak v prostoru. To je tista težava, kjer mi vidimo, mislim, že kot MIK Celje se trudimo to spremeniti, trudimo vplivati na zakonodajo, trudimo, bom rekla, skozi ZRMK, skozi CERNE nazadnje, skozi različne inštitucije, ki imajo vpliv ZAK, ki imajo vpliv na celotno, bom rekla, zakonodajo in predpise. Na nek način samo en stavek potrebujemo v zakonu. Poskrbite za ustrezne delovne pogoje, ki so že tako ali tako definirani v zakonikih in v predpisih. Bi še prišli še do enega vprašanja? Jaz mislim še eno kratko vprašanje, ker mačkam sem zdaj pa na koncu zmedena. Kaj je v resnici predlog? A je promocija ali je agencija ali je neka sistemska ureditev zakonodajnega okolja? Dajte mi malo pomagati. Kaj ste, ker ste zelo sistemsko tole razdelali? Načeloma potrebujemo vse. Če hočemo doseči in v Sloveniji in v Evropski uniji in na svetu, moramo v bistvu, bom rekla, pritiskati na vse tri stvari. Najbolj enostavna in najbolj hitra... Kaj je pa vaš projekt? Najbolj enostavna in najbolj hitra zadeva je promocija skozi Evropsko unijo, kjer se projekt začne že oktobra 2020, torej tukaj tako planiramo, bom rekla, se aplicirati in skozi kampanjo promovirati zdravo okolje. Ampak spet pravim, samo promocija zdravega okolja ni dovolj, potrebujemo tudi na drugi strani nek, bom rekla, push sistem, ki reče, ok, promocija na eni strani ja, imamo dejstva, to so težave, tukaj imate pa rešitev in na ta način sistemsko reševati zadevo, ker to, da samo MIK Celje, Lumar, Velux in tako naprej promoviramo stvari, pri čemer ni na zakonodajni ravni to usklajeno, je druga stvar. Hvala. Hvala in tudi za vas en velik aplavz. Naslednjo, peto skupino pa na oder vabimo iz Plastike Skaza. Sodelovali so zeleni vizionarji Tjaša Hribar, Amela Sijarič, Anika Legat in Peter Javec. En aplavz za skupino, prosim. To pa sreča. Ok, v redu je. Kar pusti Peter, bomo. Ne. To je lepo vod za nastop. Ja. To so ti nastopi po 3-mesečni karanteni. Moje ime je Peter in naj vam predstavim svet, v katerem danes živimo. V zadnjih nekaj letih na letni ravni proizvedemo približno 360 milijonov ton nove plastike na letni ravni. Številka raste za 5% letno povprečno. Od vse te plastike je reciklirane zgolj približno 9%, ostala količina seveda se zavrže na tak ali drugačen način, verjetno konča v naših oceanih, v naših gozdovih ali pa jo sežgemo in na ta način še dodatno obremenjujemo naše podnebje. Za kilogram novo proizvedene plastike je potrebnih kar 150 litrov pitne vode. Vsi se zavedamo, da v idealnem svetu bi se naši voditelji ob takih metrikah zdrznili in uvedli progresivne politike, ki bi zamejile tovrstne prakse. Vendar so te procesi seveda dolgotrajni in ne odgovarjajo na probleme, ki jih imamo danes kot družba, prav tako večina gospodarstva in potrošnje vztraja pri inerciji. Na srečo so podatki pred nami in mogoče se številni izmed vas sprašujete, kakšne možnosti imamo, da se v nekih desetletjih ne utopimo v odpadni plastiki. No, mi smo rešitev našli v sodelovanju z podjetjem Skaza in naša rešitev se imenuje Plastikrog. V svoji zasnovi Plastikrog povezuje vse ključne deležnike na področju sistematičnega zbiranja, predelave in ponovne uporabe odpadne plastike, na ta način pa se zagotavlja tudi cikličnost proizvodnje ter potrošnje. Začnimo z najpomembnejšim partnerjem v naši verigi Plastikroga, to so naši otroci. Prek zabavnih in poučnih vsebin aplikacije Plastikrog app otroke v zgodnji starosti izobražujemo o pomenu in pomembnosti same reciklaže, obenem pa s sistemom nagrajevanja pravzaprav spodbujamo k aktivnemu zbiranju
ustreznih plastičnih odpadkov. Za vsako dopolnjeno enoto zbrane odpadne plastike podjetje Skaza nagradi celotno šolsko skupnost z določenim obsegom lastnih recikliranih izdelkov, h katerim so seveda prispevali naši lastni otroci. Komunalna podjetja, ki so vključena v sistem Plastic Rok, šolam zagotavljajo posebne kontejnerje, v katere čez čas otroci nalagajo to presežno plastiko oziroma odpadno plastiko. 3-krat na leto pa komunalna podjetja organizirajo specialen prevoz za odpadni material. Na to seveda komunalna podjetja dostavijo odpadno plastiko predelovalnim podjetjem, ta pa prodajo v končni fazi reciklat podjetju Skaza, ki ponovno vključi odpadno plastiko oziroma na tej fazi reciklat v svoje izdelke. V čem je moč Plastic Roga? Moč Plastic Roga izhaja iz njegove implementacijske enostavnosti in v bistvu ustvarjanja koristi za prav vse deležnike pod njegovim okriljem. Otroci lahko prek uporabe aplikacije enostavno spremljajo rezultate, ki jih ima njihovo individualno ravnanje na celotno skupnost. S tem pridobijo tudi močan občutek za skupnost oziroma community in lastno vlogo v njej. Komunalna podjetja na ta način v bistvu pridobijo način za bolj učinkovito zbiranje določenih tipov plastik. Pridelovalna podjetja pa lahko pridejo do večjega obsega predelanih količin in s tem povezanih prihodkov. V končni fazi se vključi tudi podjetje Skaza, ki na ta način vključi predelano plastiko v svoj proizvodni proces, na ta način si zagotavlja poseben ugled na trgu, utrdi svojo podobo znamke in na ta način veča svojo prodajo preko marketinga. Kaj so pa pozitivni učinki za naš planet? Lahko vam jih naštejem le nekaj. 66% prihranjene energije pri uporabi reciklirane plastike, do 8000 litrov prihranjene nafte na tono reciklata, številni drugi prihranjeni stroški, možnost za ustvarjanje novih delovnih mest, zaradi tega, ker seveda manj stroškov pomeni več priložnosti, za druge bolj koristna delovna mesta in številni ostali. Mogoče bi vam v končni fazi samo še povedal, kdo smo. Smo Amela, ki je danes žal ni tule, naš stručko. Ona se ukvarja z elektrotehniko in je tudi eko-navdušenka. Tjaša je biotehnologinja in se ukvarja tudi z marketingom. Anika je pedagog, kadrovik ter navdušenec nad startupi. Jaz sem po poklicni plati pravnik, sem se pa tudi v svoji karieri do zdaj ukvarjal veliko z svetovanjem startupom. Hvala za pozornost in upam, da po temu piču kdo pristop do nas. Hvala. Rok, boš ti začel to pot? Ja, dve vprašanji imam, sicer imamo že danes načeloma sistem ločevanja odpadkov in embalaže, se ne da tega izkoristiti že danes v tej meri? Ko smo komunicirali s podjetjem Skaza, smo prišli do ugotovitve, da problem ni zgolj v plastiki, ampak v specifičnih tipih plastike. Tukaj govorimo o polikarbonatu in polietilenu prvenstveno. Te plastike seveda se nahajajo v zelo različnih izdelkih. Izhodiščni problem je seveda to, da še zdaj nimamo neke regulative, ki bi določala, katere primesi se v kakšnih procentažah lahko dodajajo v embalaže oziroma plastične izdelke. To je bila ultimativna rešitev, ampak kakor smo omenili, mi se tukaj osredotočamo na tukaj in zdaj. Kar sem omenil, polietilen in polikarbonat, torej se nahajajo v izdelkih, kot so razni markerji, razna odslužena kuhinjska posoda, skratka neke bolj trde plastike, neki bolj kvalitetni materiali. In seveda obstaja način ločevanja plastike, ki v končni fazi konča na deponiji. Problem je v tem, da samo določene odpadne plastike lahko podjetja, kot so Skaza, nazaj implementirajo v svoj proizvodni proces preko pridobivanja reciklata. Se pravi, mogel bi biti točno določen
Kateri izdelki oziroma katera embalaža lahko konča v teh zabojnikih, da bi jo potem lahko plastika skaza tudi Tako, gre za nek uporabila? spekter v bistvu izdelkov, ki v zadostnih količinah in zadostni čistoči pravzaprav vsebujejo te željene materiale. In ocena je, da je tega veliko. Ocena je, da v izdelkih, kot so razne igrače, ki so odslužene, otroci igrajo z igračami, v šolah se uporabljajo razni plastični markerji, to so recimo kakšni taki veri polietilena in polikarbonata, med drugim tudi odslužene CD plošče. To je tudi taka stvar, ki se načeloma lahko zatika doma, ne, v bistvu v domovih otrok. Če so otroci ustrezno zmotivirani, da to prinesejo v šolo, ali pa da v bistvu šola sama vpelje sistem ločenega hranjenja, torej točno teh konkretnih sestavin, potem ja, mislim, da lahko na ta način pridemo do učinkovitega zbiranja teh plastik. Eno zelo, zelo splošno vprašanje, ampak zelo, zelo konkretni odgovor. Kaj je torej oreh, ki ste ga strli z vašo rešitvijo? Plastika je res zelo, zelo kompleksen. Rešitev za ta problem je zelo veliko rešitev oziroma problem je kompleksen. Ampak, če lahko v 2 stavkih poveste, kateri oreh ste z vašo rešitvijo strli, kaj bi to bilo? Jaz mislim, da sta oreha 2. Prvi oreh je ta, da v bistvu že pri zelo mladih ljudeh, torej otrocih, dosežemo nek način, da se v bistvu ustvari ta zavest, kakšni izdelki vsebujejo kakšne tipe plastike, torej da jih na nek način izobrazimo, da jih osvestimo o pomenu tega, da jim predstavimo tudi posledice neravnanja, ki jih bojo trpeli v končni fazi sami. In v bistvu tukaj dosežemo nek momentum. Ne? V bistvu ljudi pri nizki starosti izobražujemo, kako naj ravnajo tekom vsega svojega življenja. Druga stvar je pa ta, da, kot sem na začetku omenil, regulative zaenkrat še ni. Treba pa je premostiti vmesno obdobje. In mislim, da so bottom-up approachi za premoščanje tega problema zelo primerni. Ne? Podjetje Skaza je, kakor sem omenil, eno izmed pionirskih podjetij na tem področju. Če tudi jim upfront strošek uporabe reciklata narašča, zaradi tega, ker danes vemo, da granulat, vržen granulat je cenejši kot predelan granulat, če tudi obstaja ta okoliščina na njihovi strani, menimo, da lahko prek take kampanje podjetje pridobi na vrednosti brenda, na vrednosti, torej na trgu, prepoznavnosti, kar posledično vodi v večjo prodajo na njihovi strani in v bistvu ta momentum se čedalje veča. To mogoče lahko prepoznajo tudi druga podjetja in pristopijo k tej iniciativi. Mene pa zanima, koliko to stane? Koliko časa rabite, da to implementirate in predvsem koliko virov rabite za to, da potem to vzdržujete na dolgi rok? No, to smo seveda razmišljali tudi mi. Bilo je veliko idej, kako pristopiti do problema in smo se spraševali, kako s čim manj stroški doseči čim večji učinek. Zavedamo se, da je to tudi rešitev, ki je za določeno obdobje. Upamo, da bodo te regulative kmalu sprejete in da v bistvu teh problemov na dolgi rok ne bo več toliko, kot jih imamo danes. Kaj so stroški? Stroški so to, da recimo podjetje Skaza ta moment še vedno odkupuje dražji reciklat, kot bi bilo pridobivanje novega virgin granulata. To je strošek. Ampak to je strošek, dokler se to ne pokrije z v bistvu povečanim obsegom prodaje. Imate kakšne cifre? Cifer nimamo. Koliko časa rabite, da zaženete tak projekt? Komunicirali smo z mnogimi deležniki in so v večini izrazili na neko načelno pripravljenost za to, da bi podprli projekt. Govorimo o Voki Snagi, govorimo o v bistvu tudi iniciativi Ekokrog, ki v bistvu določene prakse že vpeljuje na področju
tetrapakov, če se ne motim. Ja, Eko-iniciativa v bistvu že ima prav svoj projekt, ki vključuje otroke, da oni sami zbirajo potem tetrapake in potem pač prek tega sodeluje z drugim podjetjem, ki z zbranimi tetrapaki proizvaja robčke. Se pravi, vi bi si kar priključili že obstoječe mreže in bi samo nadgradili obstoječo mrežo. Mi bi nadgradili, ker mislim, da je tako najlažje. No. Ja, pravzaprav v bistvu se tukaj ne osredotočamo toliko na neko revolucionarno tehnološko rešitev, ampak v bistvu izkoriščanje priložnosti, ki že obstajajo v našem prostoru. Hvala. Hvala. En aplavz za skupino Skaza. Šesta ekipa pa je reševala izziv podjetja Rezalta. Z nami je tukaj danes skupina študentov, ki so se prijavili skupaj iz Primorske univerze, fakultete za menedžment. To so Lukas Popovič, Nikola Nakov, Kira Bajer in Nikola Klovas. Vabljeni na oder, njihova... Prosim? Nina Klovas, ja? Nina, ja, se upravičujem, če sem narobe rekla. Skratka, njihova prezentacija pa bo v angleškem jeziku. Vabljeni na oder. Hello. Okay. Welcome, everyone. First of all, I hope everybody is doing healthy those crazy times. I see that we brought you some sun from Koper today. So, in cooperation with Rezalta, we are researching a problem on how to ensure that our supplier follows the same rules as we do. How we will ensure that we are ordering a heating pump, for example, that is supposed to reduce energy usage of a building. But how do we know that the company that manufactures this heating pump, they don't dump their waste in some unregistered landfill? How do we know they follow CO2 emissions? Well, what we did is what we do best. We did good research. We came with basically informations that are on the market for several years. The problem is that those informations were never really well presented. They were not really well used in commercial way. So it all begins in 1990. Then Greenhouse Gas Protocol was created. It's basically a free-to-use protocol that allows one to easily calculate on raw data CO2 footprint of a company. This is what most of auditing companies right now are using to calculate CO2 footprint and calculate then the sustainability index. There are two ways they're doing this. First one is like Climactive, which is a German very localized company from 2016. They introduced a fully automated system. The supplier just has to put in some very basic information about his activities, about his equipment, and we get a very nice index. Problem is that it's only in German and it's not very updated, let's say. The other version that is currently available on the market is doing audit manually, which in our case is very inefficient, because Rezalta, for example, is dealing with 1,000, 2,000 suppliers a year. And then we would have to, for every single supplier, send out a person that would have to carry an audit. This is heavy workload for both Rezalta and cost-wise for Rezalta. And then it's also very heavy for all the suppliers that have to deal with the questions from some annoying person that comes there and asks them. We want to avoid that. What we want to do is Easy Green initiative. First of all, we want to develop a platform that would scale from very simple form-based platform that takes very basic data, calculates more or less average sustainability score. But as we develop it with time, it becomes more and more advanced, even to the point that maybe we can introduce machine learning and data crawling, so it would be done seamlessly and automatically. But this is not the most important point, because how to make suppliers actually want to follow those rules? Some suppliers don't want to give this data, and they are almost a monopolist on the market. And then what are we going to do? How do we convince them? The answer is community. If Rezalta would be to introduce such a solution on its own, it most probably would fail. If any other company would introduce on its own, it most probably would fail. We have to include a community of companies that together would create a leverage on the market that
there would be a common standard that would have to be followed across Europe or at least across one region for all potential suppliers to follow to basically be obliged to fill the audit on sustainability. This is something already happening locally in Germany. In Germany, there is an initiative of 25 chemical companies that managed to basically the community where every single supplier they have contact with has to be screened in terms of sustainability. This is what we have to use. The problem is that they are using this, they are doing this manually. They are using this only in Germany, only for chemical companies. We want to create a broader initiative and at the same time more appealing, as it would use tools that are as automatic as possible. This is the scalability part. Is it viable? Yes, I believe it is. We're talking with Resalta, we're talking with other companies. We have examples of the German chemical companies, and we were talking also with suppliers that, surprising to our honestly surprise, said that they don't mind, that honestly they mostly follow those sustainability rules. They don't mind being screened if it would be automatic and easy for them. Is it effective? Yes. We are doing everything automatically. Our projects basically can come from a simple Google Docs form, and then depending on how effective it would be in practice, how effective it would be realistically, it can be adjusted to include more data, less data, more effort from us, more effort from supplier, less effort from us, less effort from supplier. If we basically, depending on what the board of the initiative would decide, we can shape it however we want. So this is our canvas. This is how we see this happening. For us, the most important part is here, the resources which are public, which are available, and all you need is 2, maybe 3 people working for 1 month, 2 hours per day, and a simple version of this program can be done that would create a very, it will be approximated rating, but it will be a rating that has some meaning in real life world. And for beginning, we believe this is what has to be done. I think it's best right now if we just ask questions about the initiative. And this is our team. Basically, yes. Yes, thank you. So, how I didn't quite well understand how this goes along with the Resalta business model in comparison with any other company. So it's your idea was kind of supplier database that includes also the data, how they do with the waste material and it basically includes an index that basically is a reflection of how the sustainable they are doing their own production process. This is what Resalta was struggling with, that they didn't really know how to do it without putting too much workload on Resalta or on the suppliers, since, as I said, they deal with 1,000, 2,000, 3,000 suppliers a year. And Resalta said that this is an issue for them. This is an issue that they would like to tackle if this would not be of a burden to them, if I can say like that. This is not something they want to make for profit, as the 25 German companies did. They don't do it for profit. This is purely for dealing with sustainability goals. I believe this is actually giving a huge profit, but in a very, very long term, where companies that do not follow sustainability standards will be kicked out of the market. But this is a really, really long time frame, let's say. But eventually, it's important for all the companies, not just for Resalta. Yes, I mean, this is our entire idea. Like, this cannot be just Resalta. It has to be some kind of community. This has to be much bigger, because otherwise, how do you force the supplier that, you know, there is, for example, 2 companies that offer some kind of very specialized equipment. One of them is much more expensive, the other one is not wanting to give you a screening. And then you have a choice. You either pay much more, or you kind of have to force the other company to give you, to ensure that they are sustainable. Okay, thank you. Če imam jaz eno vprašanje, very quickly, I still need to grasp the essence, and I wonder who's going to enter the data? Supplier. Supplier.
Who's going to manage the application? Result or any other company that would like to proceed with this project. Because we created this, if Resulta doesn't work to basically give their own workload to that, this project would as well be funded with European Union funds and then created with a small team in an incubator. So it's built on trust. Exactly. Okay. And do you need to have somebody entering, or have you envisioned that this could be pulled together automatically? At the first stage, this has to be manual input. But as we proceed with each stage of the project that we have specified more clearly in the report, this platform changes. This platform changes every year with the goal that in, say, 5 years, it will automatically crawl the data available on the internet, available in the financial reports, and pull this data. So you would pull data out of financial reports, or is there any other source that you could potentially get this information from? There are many sources depending on the country, but yes, the goal at the end is to do it as automatically as it's possible with current technology. Thank you. So you see the solution building a community, right? Yes. And at the same time, I think at the beginning you said that communities like that already exist on international level. Do you think you need to start to build a community here within Slovenia, or you can actually be part of a bigger community, not to start building here from scratch? I think if we are talking if we would do this with Resulta, we are thinking that they should use the word of mouth, they should contact their cooperatives, also their competitors, and try to convince them into joining this initiative. So this should not be based locally, this should be based on the industry that is ESCO, that is basically energetic renovation of buildings, because this is where this would have most impact at the beginning and where this would be most viable, I think. And to go a little bit deep dive, have you defined already the first partners, how to start that? With which companies, organizations? Unfortunately, we didn't have time to do that. That would be the next step, right? Yes, that would exactly. This would be the next step that we would envision, is to create the list of the competitors, to create the project and apply for funding from European Union. Because this is one of the most important things, that cost of such a project wouldn't be too high at the initial stage. And to define the benefits, right, for the organizations to approach. Thank you. Hvala celotni skupini, da ste delovali tako sinhrono in se uspeli uskladiti s podjetjem Resulto. Predzadnjo pa na oder vabimo predstavnike zelenih vizionarjev, ki so delali na projektu pivovarne Union Laško. To so bili Daniel Volčič, Blaž Knaus, Nejc Franker in Ines Ogorevec. Vabljeni. Menjamo pa žirijo v tem momentu, tako da Žiga, prosim. Kot vidite, mi smo skoraj enakopravna ekipa moških in žensk, 1:3. Med nami so pivci, večni pivci 0,0 in tudi taki, ki občasno posežejo po 4,9, seveda v zmernih količinah. Zdaj pa, če ste dobro poslušali tole, sem vam že razkrila dva izmed naših trajnostnih ciljev. In to sta dejansko zdravje in dobro počutje ter enakost spolov. Te dve temi sta kar precej aktualni, pravzaprav večno aktualni. Zdaj pa, če gledamo, kdo običajno najlažje razširi pozitivno sporočilo, to so večno mladi, predvsem v današnjem času družbenih medijev. Hkrati pa je en dober povezovalni člen v svetu šport. Predvsem nogomet je svetovno prepoznan in tudi Union je eden izmed sponzorjev, ki pomagajo prepoznavnosti teh športov. Zdaj, naša rešitev dejansko povezuje vse te omenjene dejavnike. Vse te omenjene dejavnike v TikTok challengeu. TikTok verjetno poznate, če ga pa še ne, pa zagotovo ste slišali že za kakšne izzive, ki so danes zelo pogosti, predvsem kakšni plesni izzivi, ki jih mladi zelo hitro zagrabijo in preko njih širijo pozitivna sporočila. Zdaj, mi smo pripravili en primer takega izziva, pa si ga kar poglejmo.
Torej, če povzamem, z viranim videom izzivom na TikToku želimo širiti pozitivno sporočilo enakosti spolov ter zdravega življenja. Hkrati menimo, da je to cenovno zelo ugodna promocija blagovne znamke Union in njene linije 0:0 proizvodov. Socialno omrežje TikTok podjetjem in blagovnim znamkam v Sloveniji omogoča zbližanje z mlado generacijo in lokalnim trgom. TikTok je namreč trenutno najbolj prenesena aplikacija na mobilnih napravah, ima preko 800 milijonov aktivnih uporabnikov, pri katerih pa je kar 41% delež mladih. Na drugi strani je nogomet stvar, ki že od nekdaj povezuje celotno državo, tako kot tudi Union povezuje prijatelje po službi. Če samo našo moško reprezentanco namreč si na leto ogleda preko 3 milijone gledalcev, hkrati pa je po podatkih FIFA kar 37% navijačev dejansko navijačic. Mlade med 18 in 24 let bi tako nagovorili prek TikTok challenge-a ter drugih socialnih social media kanalov. Cilj je, da mladi delijo sami sporočilo, da šport ne diskriminira in da se imaš lahko fajn tudi z brezalkoholnim napitkom. Posledično bi povečali prodajo tako nič proizvodov in izboljšali prepoznavnost znamke Union pri ženski populaciji. Mladi te izzive včasih pripravijo tudi v roku 1 ure. Za podjetje pa predlagamo, da si vzame čas in postavi celoten koncept ter se dogovori z neko strategijo z influencerji. Vse, kar pač preostane, je spremljanje hashtagov in pa povečanje prodaje. No, tako preprosto spet ni, ampak takšen izziv je zagotovo eden izmed načinov promocije z malo finančnega vložka, velikim dosegom in povezavo blagovne znamke z pozitivnim sporočilom. Zdaj, s takim izzivom naslovimo te teme kratkoročno, za dolgoročno povezavo pa dejansko se nam zdi pomembno, da se mogoče ustvari posebna blagovna znamka, recimo pivovarna Laško Union dejansko že uporablja termin izbira 0:0 za svoj asortiman brezalkoholnih pijač, tako da če bi to uporabili kot blagovno znamko, bi s tem lahko promovirali te trajnostne cilje veliko bolje. Čisto en preprosti primer, nič razlik med spoloma, nič odpadkov, nič alkohola. Ok, hitro eno vprašanje. Okoljska komponenta, zelena komponenta, ki jo vidite v tej vaši rešitvi in pa ne vprašam prav. Nobene informacije, bom kar po domače, nobene informacije o stroških, o celostnem, kakšna je celostna vrednost tega projekta in kaj si predstavljajo, da bojo pridobili, kaj vi predlagate svoji stranki, da bo pridobila iz te rešitve. Se pravi, konkreten izziv naslavlja SDG gola 3 in 5, se pravi zdravo življenje in enakost spolov. Tako da je res, da mogoče na prvi pogled ne zgleda prav Green Vision izziv, ampak vsekakor to je morda malo bolj znan gol UN SDG-ov. In konec koncev je to, kot smo že od preteklih ekip slišali, vse en zaokrožen cikel, zdravo življenje, nekateri, ki so bolj aktivni, ki se ukvarjajo, skrbijo za zdravje, skrbijo tudi za okolje in poveze nekako v celoto. Glede samih stroškov? Pač
Pač ja, kot sem že prej omenil, stroškov za neko nek challenge je relativno malo. Dejansko je pač samo neka kompenzacija z influencerji, vse ostalo načeloma deluje po načelu viralnosti. Tako da. Mogoče bi jaz, sem imel dosti podobno vprašanje, ampak se pravi okoljska komponenta, vi ste rekel, samo na koncu prezentacije ste rekli nič razlike med spolom, nič alkoholov in nič odpadkov. Zdaj, kje so se ti odpadki znajdli, pa kje vi vidite zdaj? Ker prej niste govorili nič o odpadkih, kje gre tukaj za zmanjšanje odpadkov? Ne, odpadkov tukaj dejansko v tem izzivu ni bilo. Glede teh odpadkov, to je bil samo predlog, če bi se uporabili to blagovno znamko izbira nič, da ta znamka ponuja več možnosti, kako lahko uporabiš to promocijo in različne aktivnosti pripraviš. Podobne izzive, recimo eden bi bil lahko na to nič odpadkov, ta je bil recimo na enakost med spoloma, tako da ta znamka bi se znala uporabiti za veliko trajnostnih izzivov. Razumem, hvala. Mogoče tudi, če pogledate na njihovo spletno stran od Pivovarne Union Laško, je dejansko pač ta izbira 0,0 je večinoma v aluminijastih embalaži, ki je dejansko najbolj za reciklažo. Če smem še jaz eno vprašanje, koliko je teh mladih med 18 do 24 leta? Koliko od tega jih boste dobili v resnici v vašo kampanjo? Pa zanima me, koliko manj piva 4,9 bojo mladi spili, ko bojo prešalili na 0,0? Seveda konkretnih številk na tej stopni še nimamo. Lahko pa omenim, da je nedavno, ravno ob koncu korona krize, ena izmed mednarodnih verig s hitro prehrano, sicer v Sloveniji, skušala na podoben način nekako spromovirati ponovno odprtje trgovin in so v borih 3 tednih dosegali velik uspeh. Mislim, da je to celo ena izmed prvih takšnih oglaševalskih kampanj v Sloveniji. Čisto konkretno, mi smo si zamislili 2 slovenska influencerja, med drugim tudi malo smo še pri malo mlajših raziskali. Čisto konkretno bi to morda lahko bil Žiga Kukovič in Ula Ložar. Skupaj imate nekakšnih 125.000 ogledov zgolj na TikTok omrežju v Sloveniji, tako da mi smo vsekakor je tudi v Sloveniji potencial za takšen način marketinga, sploh med mladimi in ja, upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala, super. Najlepša hvala predzadnji skupini in kot zadnjo skupino vabimo na oder zelene vizionarje, ki so delali na projektu BTC. To so bili Maša Malgaj, Domen Gjerkek, Darja Virent, Dejan Brozovič, mentorica pa je bila magister Sonja Klopčič. Vabljeni. Torej, lep pozdrav tudi z naše strani. Če bi kar začeli, svet se spreminja hitreje kot kadarkoli poprej. Nove tehnologije, investicije vsakodnevno vplivajo na naše življenje. Spreminjanje in naraščanje potreb in želja ljudi, potrošnikov, zahteva tudi konstantne prilagoditve tudi BTC Cityja, ki predstavlja enega ključnih centrov komercialnih in socialnih aktivnosti v Sloveniji. Zato je potrebna dobra strategija za nadaljnji razvoj BTC Cityja, ki bo usmerjala postopno uresničevanje trajnostnih rešitev z vizionarskim pristopom. Za doseganje trajnostnih načel in razogljičenja družbe ima tako BTC City kot trenutna ikona potrošniške družbe priložnost postati svetilnik dobrih praks z vidika okoljske in podnebne trajnosti, družbeno-socialne odgovornosti in inovativnih modelov krožnega gospodarstva. Z ozirom tudi na 4 glavne prioritete: profit, people, planet in purpose.
pa poglejmo, kako bomo šli po tej poti in kje bomo leta 2025. Se pravi, na območju energije bomo implementirali sončne sisteme na zunanje enote za parkirišča, tako predstavili prihranek emisij ogljikovega dioksida in v ta namen zasadili tudi drevo, ki bo predstavljalo te naše prihranke. Na ta način bomo tudi ustvarili cenejšo energijo, ki jo bomo lahko ponudili kot poslovni model tudi za uporabo najemnikom BTC-ja. Vzpostavili bomo tudi zbiralnike vode in to deževnico bi lahko uporabili v vrtnem centru Merkurja ali pa Bauhausa. Vsekakor bi bilo pa zelo dobro vzpostaviti v BTC-ju tudi kot nek reuse center, ki bi bil primer širitve trajnostne ponudbe in bi bil tudi priložnost za nov poslovni model med trgovci in pa obiskovalci BTC-ja. Če bi vključili še popravljalnico, bi v ta namen lahko ustvarili nova zelena delovna mesta, ki bi bila priložnost tudi za težje zaposljive skupine. Poleg tega bi se lotili same mobilnosti znotraj BTC-ja, ceste bi dejansko nadomestili z nekimi peš conami in tako umaknili promet na zunanje cone. Znotraj bi v ta namen vzpostavili nek električen avtobus, pa električne skiroje in pa kolesa. Na ta namen bi pokazali tudi BTC kot dobro prakso, vzpostavili bi neke praktične delavnice, naprimer na zelenih strehah bi lahko naredili city gardening corner, in kjer bi se ljudje učili urbanega vrtičkarstva, vse tisti, ki nimajo financ, naprimer za lumar v vrt. Zdaj leta 2030 gremo s trajnostjo v majčkeno višjo prestavo. Pojavijo se zelene fasade na stavbah, pojavijo se PV moduli na fasadah, da razbremenimo strehe. Na strehah se širi ta ponudba zelenih vrtov, kjer bi bili lahko showroomi za Merkurje oziroma za podjetja, ki nudijo neke ekološke rešitve. Pričeli bi za samo oskrbo hrane, ki se potem lahko prodaja na tržnici, lahko se prodaja tudi, ne vem, recimo v Sparu pod nekim svojim brandom. Reuse center postane reuse galerija, kjer je večji poudarek na, bi rekel, te ekoskupnosti, da se Slovenija združuje, notri so think tanki, notri so neki startupi, delavnice se širijo, predavanja so noter, širitev znanja in pa, bom rekel, tudi neke hitre pisarne so noter, ki se jih lahko najame in se imajo ljudje možnost tudi spoznavati med sabo. Potem delajo se zelene poti, ceste so v celoti zamenjene z, bom rekel, pest conami. V teh pest conah se odpirajo možnosti za neke dodatne aktivnosti, za neke mini tržnice, za manjše showroome, za podjetja. Pa velik poudarek bi tudi bil, da razbremenimo to zunanjo površino, predvsem z vidika tega, da bi vse odpadke nekako dali v kletne prostore oziroma pod zemeljski nivo, ki pa že danes ponuja, na trgu so možnosti, da se potem to z nekim vakuumskim sesanjem ven, to zelo enostavno dobi ven. Sedaj pa piše se leto 2040 in BTC je popolnoma CO2 neutralen. Zelene strehe se začnejo povezovati prek zelenih mostov, ki nudijo panoramske poglede na samozadostno mesto pod njimi. BTC kot prvi v Sloveniji vzpostavi linijo zelene urbane gondole, ki razbremeni pritlični nivo. Zelene strehe poleg gostinskih, športno-kulturnih in poslovne ponudbe postanejo tudi platforme za razvoj samozadostne produkcije hrane. Z vzpostavitvijo hibridnih energetskih sistemov, kot so sončne elektrarne, vetrne turbine in energetski shranjevalniki, ki omogočajo shranjevanje in balansiranje energije, BTC postane energetsko samozadosten oziroma pozitiven. S tem postane prijetna zelena oaza mesta, ki uporabniku poleg nakupov ponudi tudi novo in kakovostno izkušnjo preživljanja prostega časa. BTC, zeleno mesto. Koliko ste se pa ukvarjali kaj z finančnimi projekcijami oziroma kakšna investicija je za to potrebna in kdo bi imel interes v to investirati? Poleg BTC-ja, ampak mislim.
Trenutno smo se fokusirali samo se pravi na poslovne modele BTC-ja. Tukaj smo se navezovali, bom rekel, z našim kontaktom na BTC-ju, kam oni vodijo to trajnost in naša vizija je, da jim pomagamo z vzpostavitvijo nekega strateškega razvojnega plana za neko vizijo te trajnosti in tukaj bi bil potreben potem multidisciplinaren pristop. Ideja na začetku je bila, da bi recimo leta 2025 smo vse te ideje relativno, bom rekel, na high level že razdelali, ne, ampak zaradi, bom rekel, obsežnosti naše predstavitve tukaj nismo predstavili, ne. Ker ta primarna ideja, ki bi bila zelo hitro lahko uresničljiva, je, ker se gradi IKEA center velik poudarek daje na samozadostnost, po tujini tudi lahko prek njih kupiš PV module in interes definitivno bi bil za raziskati, ali so oni pripravljeni, da se na njihovo parkirišče naredijo te konstrukcije s PV moduli, potem se pa ta dodatna energija pa prodaja najemnikom v BTC-ju. Zdaj v številke pa nismo tako daleč, no. Smo pa tako z tehničnega vidika preverili, ali je zanimanje, oziroma komercialno-tehničnega vidika, ali je zanimanje, pa ali je izvedljivo na high level nivoju. Mene pa zanima vrstni red, s čim bi začeli, kaj je tisto, kar verjamete, da se da najhitrejš uresničiti in ima tudi največji učinek? To je prvo vprašanje. Preko ena prednost naše ekipe je, da smo res multidisciplinarni. Domen pa ima šesta arhitekta, Darja tukaj se ukvarja z odpadki, jaz se ukvarjam z energijo in bom rekel tista prva neka rdeča nit, na kateri smo se vsi, ker tudi obiskujemo BTC nekako strinjali, je to, da bi se, bom rekel, te prometne cone postavile izven samega BTC-ja, ne. Tukaj bi se razbremenil promet, uvedli bi se te neki ekološki načini transporta, ne, pa potem seveda bi ta zunanja parkirišča pa omogočila, kot sem že omenil, postavitev teh nekih elektrarn. Okay, vi ste tudi omenili, da želite umakniti asfalt pa narediti zelene površine tudi na cestah. Kako ste si zamislili, da bojo ljudje, ki nakupujejo, lahko blago, ki so ga kupili, potem tudi elegantno spravili ven iz tega shopping centra, recimo ljudje v letih, kot sem jaz, recimo? Tukaj smo si pač tudi, nismo mogoče čisto tako natančno predstavili, ampak zamislili nek sistem transporta v obliki nekih električnih vozil. Torej, mi smo si zamislili več različnih nek avtobus, recimo, ki pelje v okol samega BTC-ja, potem znotraj bile pa neke manjše flote, kot če poznate recimo Kavalirja iz centra Ljubljane, ki bi recimo bili na opcijo ljudem, da bi se ustavili, povedali, kam se hoče zapeljati in bi jih potem odpeljali do tistega mesta. Bi pa to delovali kot nekaj. Sem Kavalir tudi rab cesto? Ja, ampak še zmeraj rab pa take ogromne, ne, bi lahko po nekih, tako kot recimo Ljubljani se pelje po samem centru Ljubljane. Tako, pa počas, ne, ni to zdaj. Ok, hvala. Vem, da ste rekli, da še niste delali izračunov, pa ne bi sprašvala po številkah, pa vseeno me zanima, na kakšen način pa bi privabili partnerje, da postanejo del tega projekta. Tako je pravzaprav, to pa je projekt povezovanja in sodelovanja. Ste morda razmišljali, kako pristopiti različnim deležnikom? Zdaj tukaj smo imeli dve ideje. Ena, ki bi rekel, BTC trenutno z vidika njihovih poslovnih modelov ni bil še toliko zainteresiran, je ta, bom rekel, način v tujini, kot je ta community energy, da bi tudi na druge nivoje se tukaj lahko, ne vem, prebivalci Ljubljane bi lahko najeli strehe, oziroma prebivalci Slovenije bi lahko, sploh jaz osebno živim v večstanovanjski stavbi, jaz ne morem fotovoltaike na svojo streho dati, lahko bi pa delno investiral oziroma ponudil neko investicijo, pa bi rekel, investicija se v x letih povrne, fotovoltaika ima življenjsko dobo 25 let, se pravi x minus, oziroma 25 minus teh x let bi pa jaz dobil profit, kot bi rekel, produkt tega, da BTC lahko električno energijo najemnikom prodaja. Jaz bi tukaj samo mogoče še dopolnila, ko smo se pogovarjali z gospodom Andrejem z BTC-ja, je samo idejo ocenil kot zelo močno in verjame, da če bi se BTC uspel pozicionirati še bolj kot trajnostno podjetje, organizacija, bi na ta način lahko privabil tudi strateške partnerje, ki danes zeleno misijo in pa svojo trajnostno naravnanost v bistvu navajajo kot obvezen pogoj za sodelovanje in bi lahko ponudbo tudi na višji nivo dvignili in pa tudi nove tržne segmente pripeljali v BTC, ki jih mogoče danes ni tukaj. Se vam zdi morda samo še to vprašanje, da je res potrebno čakati do leta 2045, pa bi se dalo to morda skrajšati na 2030?
Ja, se smo imeli po korakih, mogoče ni bilo tako vidno. 2025, jaz mislim, da je ena prvih možnosti, je, da se Reuse center implementira, ker ne rabiš veliko pač know-how, poslovni model, postaviš strokovnjake in napolniš ponudbo že čez 2 leti ali pa čez 1 leto. A ne? Še tukaj bi pa jaz dopolnil, velik del tega, tako kot ste tudi omenili, je, da se spremeni neka mentaliteta ljudi. A ne? In seveda je treba najprej gledati rešitve, ki so nekako tržno potrjene, ki so z vidika investicije zanimive, ki lahko relativno hitre rezultate nazaj dajo, da čim bolj te, če govorimo o tej gondoli, ki smo jo postavili v leto 2040, je pa to neka tista vizija, kam ne bi se to palalo, seveda pa če bi jaz danes predlagal to investicijo, dvomim, da bi jo v nekem uglednem času, oziroma če bi jo sploh dobil. Tako da nekako smo se tako zastavili. Naša končna ideja je, da bi BTC-ju predstavili neko matriko, kjer bi bile te rešitve nekako opredeljene glede na časovne roke, pa glede na tehnično, komercialno enostavnost implementacije. Bili smo drzni in predrzni. Hvala. Green vizijo smo delali. Hvala in ja. Jaz bi samo še to rekel, hvala tudi Maši Podobnu, vse grafike sta sama pripravila, vem, da sta danes bolj malo spala, tako da če lahko še en aplavz za njih, mislim, da ste super napravili. Hvala tudi zadnji ekipi, hvala tudi podjetju BTC, ki je pokrovitelj, da smo danes lahko tukaj. Miha, upam, da si dobil tudi kako idejo in da smo se mi s tem rahlo oddolžili za vašo prijaznost. Hvala še enkrat vsem zelenim vizionarjem, da ste pregledali, prerešetali ideje podjetij. To so bile res idejne faze, ki morajo vključevati trajnost v prihodnosti. Sedaj se bomo pa poslovili od žirije za 15 minut, da pregledate vaše ocene in 5 minut čez 17 bi se dobili nazaj, da razglasimo zmagovalno ekipo. V tem času pa vabim vse zelene vizionarje, da pristopite med seboj do vsaj 2 tistih, ki jih še ne poznate. Online smo se spoznali v ponedeljek, spoznali ste se po skupinah, zdaj bi pa v naslednjih 10-15 minutah imeli čas, da spoznate vsaj še 2 druga in vzpostavite možno sodelovanje za naprej. Hvala. Vse 3 člane žirije vabim na oder, da razglasite zmagovalce. Rok, tebe kot predsednika žirije in predsednika. Rok bo prišel na konec. Rok bo prišel na konec, izmenjeno. Violeta, Tanja. Tako. Jaz moram reči, da sem na današnji dan čakala res s takimi velikimi pričakovanji, skoraj da že malo neučakano. In ko smo začeli tisti prvi predstavitveni sestanek, si res nisem mogla predstavljati, kaj bo danes predstavljeno na današnji dan. Jaz sem v tem trenutku res zelo, zelo vesela. Predstavitve, ki ste jih imeli danes, so živi dokaz, da ste stvari vzeli v svoje roke. In ne čakate na nekoga, ki bo iskal rešitve, ki so dolgoročne, ki so trajnostne, ki so za nas vse dobre. Vi ste vzeli to v svoje roke, pripravili konkretne ideje in pripravili konkretne predloge in rešitve, kaj pravzaprav narediti. Kdo je zmagovalec, vam jaz ne bom razkrila, naj bo še malo napetosti, bi vam pa rada v tem trenutku iskreno čestitala za vaš pogum, za vašo angažiranost in sodelovanje, ki je bilo v resnici čisto prostovoljno in zato, da nam bomo živeli lepše jutri, začenši danes. Hvala. Drage tekmovalke in tekmovalci, pridružujem se temu, da je bilo tole tudi za nas zelo vznemirljivo. Predvsem pa res iskrene čestitke, ker zdaj imam upanje, da smo na pravi poti, ker ko se ljudje odločajo po srcu in delajo iz srca, potem se velike zgodbe dogajajo. In mislim, da smo v vseh rešitvah, ki so bile danes predstavljene, videli neko novo možnost. Videli, da se da z majhnimi projekti delati spremembo in da se da z dolgoročnimi razmišljanji soustvarjati prostor, v katerih se potem spremembe lahko dogajajo. Tako da sem tudi jaz zelo hvaležna za to priložnost. Predvsem bi vas pa rada spodbudila, da še naprej zelo smelo in zelo avtoritativno
zagovarjate zgodbo zelenega sveta. In da vas malo spodbudim, iz tega prostora slovenskega mnogo dobrih idej prihaja. In zelo si z roko v roki hodijo rešitve, ki so zelene in so digitalne. In verjamem, da bomo vizijo, ki jo ima CER, pa tudi tale hekatron, močno krepili tudi v prihodnje in da dejansko bo Slovenija tista, ki bo vzorčni primer, kako lahko združujemo smelost, zdravje, nove tehnologije in predvsem ekološko osveščene rešitve. In da, kot jaz pravim, ekocivilizacija se že dogaja, mi jo moramo sem še ozavestiti, podpreti in na polno zaživeti in naj ta planet postane res ekocona tega našega vesolja, naše galaksije in potem s tem nabojem gremo pa osvajati vesolje. Hvala lepa. Ja, hvala Violeta, hvala Tanja za delo, ki smo ga danes opravljali, hvala Ani za organizacijo in predvsem hvala vam za res zanimive predstavitve, zanimive ideje. Vendar na koncu pravijo tako, zmaga eden. Mi smo se vseeno malo drugače odločili, ker kriterijev je bilo kar veliko in nismo mogli, bom rekel, v okviru teh kriterijih izbrati zgolj enega, zato smo se odločili za 2 zmagovalca. Odločili smo se za rešitev, ki smo jo ocenili kot dovršeno, kot uporabno, rešitev, ki jo lahko hitro implementiramo in ta rešitev, predlagana rešitev je rešitev Lumarja. Pa dajte kar skupaj stopati, vsi želijo pa. Vse kar ne, oni so nekaj čuden zgleda, ker stopijo. To zgleda, ker si potem ljudje začnejo nasviti. Slavo. Še enkrat iskrene čestitke. Na drugi strani pa smo se odločili za rešitev, ki smo jo ocenili, da je najbolj inovativna, najbolj vizionarska, da je ekipa, lahko rečemo, največ si dovolila sanjati, je pa na drugi strani dolgoročnejša in bo potrebovala dalj časa za samo izvedbo. In to je rešitev BTC. Hvala in da vas pa še vam za eno fotografijo. Pa to na pol bomo. Kaj pa prej stopce, pa projekcija. Super, kar zraven še. Pa še nič. Še en korak naprej, če naredite. Še en korak naprej, da nam luč na svet. Super, Hvala vsem še enkrat, res tudi strani CER-a. Postali ste v bistvu prvi alumni zelenih vizionarjev in na tej skupini bomo delali naprej, v jeseni že za novimi, z vami bomo povezovali, gradili, tako da dobrodošle vse ideje in ne pozabite ostati v kontaktu s podjetji in te ideje graditi z njimi naprej, da bojo prišle do realizacije.
Na tem mestu, preden se zaključimo, bi vas jaz še enkrat povabila nazaj na oder, na eno skupno fotografijo, tudi za video, za spomin. In po končanem fotografiranju pa v prvo nadstropje na skupno druženje, da ta petek, zeleni petek res zaključimo zeleno. Hvala, da ste bili z nami. Super, evo, bravo. Zdaj, da uspela, tako da kar